Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o grški kolonizaciji. Od 8. do 6. stoletja pred Kristusom je potekala druga velika kolonizacija Grkov, ki so po obalah Sredozemskega in Črnega morja ustanovili nekaj 100 kolonij. Glavni vzrok kolonizacije je bilo pomanjkanje rodovitne zemlje. Do tega je prišlo v 9. stoletju pred Kristusom, ko se je družba po dorskih selitvah umirila in je začelo prebivalstvo naraščati. Grki so po očetovi smrti posest delili med vse sinove, zato so kmetije postale premajhne za preživljanje. Mnogi so domovino zapustili iz političnih razlogov. Spori v polisih so večkrat prerasli v državljanske vojne, po katerih je poražena stran morala oditi iz domovine. Tudi tiranija je bila pogost vzrok za zapuščanje polisa. Pomembni vzroki za izseljevanje so bili socialni problemi. Pretirano zadolženi kmetje, propadli obrtniki in drugi revni prebivalci so v kolonijah iskali možnosti za boljše življenje. Pomemben vzrok za kolonizacijo je bila trgovina. Nekatera mesta so načrtno ustanavljala kolonije, da bi nadzirala trgovske poti. Boljše poznavanje sveta in pogostejši stiki s sosednjimi ljudstvi so povečali zanimanje za okoliški svet. Zato je marsikateri Grk odšel v tujino iz želje po dogodivščinah. Na kolonizacijo so vplivale politične razmere. Velike države kolonistom niso bile naklonjene in so preprečevale naseljevanje ob svojih obalah. V vzhodnem Sredozemlju, kjer je obstajala močna asirska država, Grki kolonij razen trgovskih postojank niso smeli ustanavljati. Malo so jih imeli tudi ob afriških obalah, kjer sta kolonizacijo preprečevala Egipt in Kartagina. Grški kolonizaciji so nasprotovali tudi Etruščani. Združeno kartažansko in etruščansko ladjevje je leta 540 pred Kristusom v bitki pri Alaji premagalo Grke in ustavilo njihovo kolonizacijo na zahodu. Smeri kolonizacije. Na zahodu so grški kolonisti najprej naselili Italijo in Sicilijo, kjer domača plemena tega niso ovirala. Glavni motivi za naseljevanje južne Italije je bilo iskanje rodovitne zemlje. Naseljevanje Sicilije pa je bilo povezano z ustanavljanjem trgovskih postojank. V južni Italiji so najprej ustanovili kolonijo Cume, prek katere so trgovali z italskimi ljudstvi in ljudstvi na drugi strani Alp, ter vzpostavili močan kulturni vpliv na Italike in Etruščane. Med mnogimi kolonijami na Siciliji so bili najbolj znane Sirakuze. Grške kolonije v južni Italiji na Siciliji so bile tako številne, da se je že v 6. stoletju pred Kristusom za ta prostor uveljavilo ime Velika Grčija. Trgovine in plodne zemlje so kolonije doživele razcvet in razvile bleščečo kulturo v zahodnem Sredozemlju. V zahodnem Sredozemlju so Grki poselili še obalo Španije in Francije. Prek kolonij na zahodu so trgovali vse do britanskega otočja. Ob obalah Črnega morja, ki so mu zaradi cele vrste kolonij rekli gostoljubno morje, je največ kolonij ustanovil Milet. V klasični dobi so imele pomembno trgovsko vlogo. Iz kolonij v današnji Ukrajini so v Grčijo uvažali žito, saj Atene brez uvoza ne bi mogli prehraniti prebivalstva. Od tod so uvažali tudi sužnje, zlato in živino. Prek črnomorskih kolonij so vzdrževali trgovske stike z ozemljem današnje Rusije, Baltiko in osrednjo Azijo, kjer so bila velika rudna bogastva. Kolonije ob Črnem morju niso doživele tako bleščečega kulturnega razvoja kot mesta na zahodu. Kolonije so ustanavljale tudi na drugih obalah Sredozemlja. Posledice. Iz kolonij sta se grška kultura in način življenja razširila po vsem Sredozemlju. Kjer so se Grki naselili, so ustanovili polis ljudstva, s katerimi so prihajali v stik, so se seznanili z mestom kot novim načinom življenja. Domačine so naučili graditi pristanišča, templje, namakalne in izsuševalne naprave, vodovode in podobno. Prek kolonij so ljudstvom v zahodnem Sredozemlju posredovali pisavo in religijo. Med prvimi Etruščanom. Močan je bil grški vpliv na izdelovanje orožja. Grki so po Sredozemlju zanesli oljčna drevesa. Stiki z novimi ljudstvi in kulturami so vplivali na Grke, ki so od njih prevzeli dobrine in znanja, ki jih prej niso poznali. Od Egipčanov so prejeli nekatere arhitekturne prvine, izdelovanje monumentalnih kipov, od Hetitov živalski friz, ki so ga uporabili za okraševanje templjev. Stiki z vzhodnimi ljudstvi so vplivali na grško filozofijo. V kolonijah so dobili vsi naseljenci enako veliko posest in enake pravice. Zaradi enakopravnosti v kolonijah so tudi prebivalci v matičnih polisih zahtevali enakost. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč.
Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.